Za konec današnje oddaje pa smo prihranili energijo, dobro voljo in kuharske veščine naše simpatične pevke Damjane Golavšek. Kuhinjo, v kateri nam je kuhala, pa so nam prijazno odstopili v salonu Kuhinj Gros Novak na Brezovici pri Ljubljani. Dober dan želim, moje ime je Damjana in zdaj gremo kuhati. Kuhali bomo perino rižoto z gobicami šitake. No, najprej bomo dali pol litra vode. Malo posolimo in počakamo, da voda zavre. Poglejmo, če je voda zavrela. O, je že. Lahko dodamo pero. Stresli bomo kar vso. Kako lepo diši. Rižotka lepo vre. Zdaj bomo pa dodali še malo zdrave margarine z oljčnim oljčkom. Takole. Zmanjšamo seveda jakost temperature, da se nam ne bo prismodila, ker potem pač ne bi bila dobra. Medtem ko kuhamo rižoto, bomo pripravili pa še slastne mafine. Brez sladice seveda ne gre. Najprej bomo zblejali mandelje in lešnike. Mislim, da bo tole že kar v redu. Zakaj ne bi malo hrustljali, ko jih bomo jedli, ne? No, zdaj pa bomo dali maslo. Maslo ali lahko date tudi margarino, kar pač želite. Jaz imam rada maslo. Tle imamo seveda recept, ampak držali se bomo pri tem, da bomo namesto sladkorja dali recimo stefijo. Čisto malo, ker bomo dodali kasneje tudi rozine in bodo že te posladkale mafine. Da se bodo suhe sestavine lepo povezale, bomo dodali tudi jajce. Kaj, če bi dali kar 2? Zdaj bomo pa tole spet premešali. Mafini so zelo dobri, če dodamo sveže in suho sadje. Mi bomo dodali jabolko in banane in rozine. Dodamo še banano. Nasmeh prijatelj oči, nasmeh iz tisoč in ene noči. No, zdaj pa moramo skočiti pogledati, kaj je z našo pero. Eno žličko. Poskusimo, če je že kuhana. Minilo je 18 minut. Ker je dobro, da počiva še kakšnih 10 minut, pa zdaj že ravno prav, da jo odstavimo. Probimo zdaj tole zmešati. Mafini so zelo hvaležna stvar, ker lahko daste noter, kar želite in kar imate pri roki. Torej, mi smo dali maslo, banano, jabolko, lešnike in malo stevije. Kaj, če bi dodali še malo rozin? Rozine so zelo dobre, zdrave, tle so še brusnice noter, vidim. To je v redu. Lahko jih uporabite namesto več sladkorja, pač, ne? Suho sadje. Suhim sadjem posladkate mafine. Zdaj bomo dodali pa nekoliko praška za pecivo, da bodo bolj rahli. Dajmo še malo. Takole. Lahko dodamo tudi ščepec čokolade in ker kuhamo zdravo, bomo dodali presno čokolado. Dovolj bo. Masa je še preredka, čeprav bi se tudi spekli, ampak dodamo še malo mandeljev, da bo masa gostejša, pa tudi zelo dobra bo zaradi njih. Malo kokosovih, kako se že temu reče? Kokosovi kosmiči. Kosmiči. Pa še malo mandeljev, pa mogoče ne bo potrebno dati nič moke. To je pa najboljše. Za nas, ki nočemo dodatnih kalorij, ki ne de. Še malo cimeta.
No, zdaj se pa mi približujemo posodkam. Naložimo maso v modelčke. Ne čisto do vrha. No, pa še v tole posodko dajmo malo mase. Ta bo pa zamihata. Pa v pečico z njimi. Voilà. Kosilo je tik pred zdajci, samo serviramo še našo slastno piro. Kaj bi dodali zraven? Mogoče malo sirčka. In malo oliv. Olive so lepo v oljčnem olju. Vidim, da je tole oljčno olje zelo dobro, domače, lepe zelene barve. Zato bomo to oljčno olje uporabili tudi še za dodatno, za belo, čisto malo, takole. Za piko na i pa malo muškatnega oreščka. Pazljivo ga naribamo, da ne naribamo še svojih prstov. Dajmo še malo rdeče barve. Kaj manjka pri dobrem kosilu? Skleda solate. Zelo zdrava je. Še posebej, če dodaš malo paradižničkov. V solato smo dodali tudi malo rukole, paradižnik, česen, sol. Manjka seveda olje. Danes sem se odločila za sezamovo olje. Manjka seveda domač jabolčni kis. Kosilo je pripravljeno. Živjo, Alja, ravno prav si prišla. Živjo, Damjana. Pazila sem, odlično si pripravila kosilo, pira, solata, mafini. Mafini! Predlagam nama, da si privoščiva malo korenčkovega soka. Imaš rada korenčkov sok? Zelo, ker je sladek. In vsebuje veliko encimov, ki nam bojo pomagali pri absorpciji hranil iz tvoje pire. Pohvaljena tudi, ker si izbrala piro namesto pšenice, veliko bolje, tudi stevio si dodala namesto sladkorja. Tako 1 čajna žlička stevije, moramo povedati, nadomesti kar celo sklečko sladkorja in je brez kalorij, torej primerna za vse diabetike, ljudi s holesterolom, raznimi težavami z odvečnimi kilogrami. Potem si notri dodala tudi rastlinsko margarino. Spet to je zdrava margarina, kajti ne vsebuje predelanih, nasičenih maščobnih kislin. Odlična izbira. Vse. O, super. Damjana, opazila sem, da si izvrstna kuharica in lahko povabiva tudi vse bralce revije Anja, da si tvoj recept ekskluzivno preberejo v njej. Poješ izvrstno, pripravila si nam odlično kosilo, tako da zdaj predlagam le še, da nazdraviva s korenčkovim sokom in potem poizkusiva. Prav. Na zdravje. Čin, čin. Hvala, da ste bili z nami, dragi naši gledalci. V našo družbo vas vabimo spet aprila. Upam, da bo takrat narava že v polnem cvetju. Nasvidenje do takrat.